V nedeljo 9. junija so volivci za naslednji 5-letni mandat izbirali 9 evropskih poslancev iz Slovenije in odločali o 4 posvetovalnih referendumih. Neuradni izidi kažejo, da so novoizvoljeni slovenski evroposlanci Romana Tomc, Milan Zver, Branko Grims in Zala Tomašič iz Slovenske demokratske stranke, na listi Gibanja Svoboda sta bila izvoljena Irena Joveva in Marjan Šarec, preostali 3 evropski poslanci iz naše države pa so Vladimir Prebelič iz stranke Vesna, Matej Tonin iz Nove Slovenije in Matjaž Nemec iz Socialdemokratske stranke. Po podatkih Državne volilne komisije je bila volilna udeležba 41,35%. Hkrati z evropskimi volitvami so volivci odločali na 4 posvetovalnih referendumih: o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o preferenčnem glasu na državnozborskih volitvah, o rabi konoplje v medicinske namene in osebni rabi konoplje. Po glavnini preštetih glasov kaže, da so se volivci pri vseh 4 referendumskih vprašanjih večinsko izrekli za. Najbolj prepričljivo so podprli uvedbo preferenčnega glasu na volitvah v državni zbor, najbolj tesen pa je bil izid pri vprašanju glede konoplje za omejeno osebno rabo. In kako smo volili v Slovenski Bistrici? Podatki za volilni okraj Slovenska Bistrica kažejo, da je največ 40,89% glasov dobila Slovenska demokratska stranka. Sledijo pa Gibanje Svoboda, Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka, Vesna, Socialdemokrati, Resnica, Levica, Desus in Dobra država, Nič od tega in Zeleni. Na referendumih je preferenčni glas na državnozborskih volitvah podprlo 66,20% volivcev. Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja 53,33%, rabo konoplje v medicinske namene 64,63%, rabo konoplje v osebne namene pa 54,74% volivcev. Volilna udeležba v volilnem okraju Slovenska Bistrica je znašala 39,97%.